papirja, ki je bilo uporabljenega za to, da je sploh prišlo do tja, da je ugotovilo kršitev konvencije, ampak ko je enkrat kršitev konvencije ugotovilo in ugotovilo, da za takšno kršitev v Sloveniji ni mogoče dobiti odškodnine, potem pot do tega, da je ukazalo sprejet zakon, ki bo to mogoče ni bilo več dolga. Se pravi, tukaj je bilo zelo enostavno preskok narediti. Medtem pa, ko slovenska sodišča, vključno z Vrhovnim, seveda vedno upoštevajo samo zakonodajo, ki jo imajo pred seboj, občasno seveda tudi, kot je rekla sodica Mežar, splošna načela, ustavna načela in tako naprej, ampak še vedno samo slovensko zakonodajo. Teh preskokov, ki so nekako izhajajo bolj iz logičnega mišljenja, ki dela Evropsko sodišče v slovenskem pravu, ni mogoče delati, ker je preveč normativno definirano. Ampak ni po ustavi so mednarodne pogodbe tudi za slovenska sodišča zavezujoče in Evropska konvencija o človekovih pravicah je v bistvu tudi del slovenskega pravnega reda, ali ne? Ampak Evropska konvencija o človekovih pravicah ne določa postopkov in pogojev za pridobitev odškodnine. Vrhovno sodišče pa je tukaj odločalo o odškodnini, še vedno po obstoječih predpisih, ki tukaj ostajajo. Ne glede na to, da je bilo sprejeta sodba Evropskega sodišča. Ne me narobe razumeti, jaz tega ne zagovarjam, jaz mislim, da bi se z malo stvarjalnosti dali zadeve tudi spremeniti ali pa ne vem, prekiniti postopek in dati na ustavno sodišče, ne glede na to, da ustavno sodišče to že presoja. Skratka, Vrhovno sodišče bi se lahko elegantno izognilo temu, da bi ponovilo svojo sodno prakso, ki ne pozabiti je ustaljena. V vseh sodbah, ki jih je do zdaj Vrhovno sodišče do zdaj izdalo, je zavrnilo odškodninski zahtevek. Tako da to je samo še ena sodba, poleg tega, s to smolo, za to sodbo, da je pač sprejeta po evropski sodbi. Se pravi, da so pričakovane do Vrhovnega sodišča tukaj zelo visoko. Seveda, po sodbi. Da so pričakovanja v tem konkretnem primeru do Vrhovnega sodišča zelo visoka, ampak po mojem mnenju, da sem to prakso konkretno Vrhovnega sodišča res v detajle preštudirala, jaz nisem pričakovala, da bo spremenilo, ker treba se zavedati, da vrhovni sodniki so zelo konzervativni pravniki po definiciji. To je pač, si bom dovolila to sodbo izreči, ker pač jo utemeljujem z svojimi raziskavami. Tako da meni v tem smislu to ni presenetno. Zdaj pa pač treba, če pa poznaš to ozadje, potem razumeš, zakaj do te sodbe prišlo, brez da bi to odobralo. Ne vem, če sem dovolj laično pojasnila. Hvala. Špela, ti, ki si bolj konkretno, bi ti pa eno konkretno vprašanje še iz tega, kar mene recimo bega. Mi imamo na centrih za socialno delo vložene spet nove primere posvojitev biološkega otroka istospolne partnerke. V preteklosti smo imeli 5 odobrenih takih zadev na centrih za socialno delo. Centri za socialno delo so prvo tako zadevo zavrnili in potem je šla pritožba na ministrstvo in tista je bila ugodena in tista je potem obstala in po tistem še na 4-5 primerov, potem po nekako vzorčnem podobnem postopku so uspeli. Hkrati pa tudi v eni od sodb Vrhovnega sodišča eksplicitno rečeno, da je taka posvojitev v Sloveniji možna. Zdaj pa, ker je pač ta Janševa vlada nastavila nove direktorje določenih centrov za socialno delo, so take primere spet začeli zavračati. Pa bi te zdaj tukaj vprašala recimo prav ta primer. Jasno je, da se te osebe, ki so prizadete, lahko v tem postopku pritožijo na ministrstvo in tako dalje, vendar ali misliš, da bi lahko uspeli z odškodnino zaradi duševnih bolečin, zaradi posega v človekove pravice, torej v osebnostne pravice, ali kako reče obligacijski zakonik. Torej, a je tukaj, se pravi, za odškodninsko odgovornost je potrebno izkazati, da je šlo za protipravno ravnanje tistega, ki je povzročil, da je oškodovanec utrpel določeno škodo, da je lahko materialna, lahko je pa telesna, duševna bolečina ali strah, in potem še neka vzročna zveza in odgovornost. Torej, a gre tukaj za protipravno ravnanje, da bi mečkam bolj lahko to razumeli nekako s tvojim razmislekom, ker se mi zdijo take zadeve res pomembne. Ker jaz moram reči, da meni za tistega direktorja ali pa vodjo ali pa kogarkoli, ki to odloča, pravzaprav mi je vseeno, ker vem, da prej ali slej se bo pravica potrgla. Vendar se mi pa zdi, da enostavno moramo dati vedeti, da določene stvari so prav, določene stvari so pa narobe, da ima pravo tudi neko preventivno funkcijo. Kratek odgovor je bil, da kolikor bi uspel dokazati, da je bilo to delovanje, ali pa ta odločitev konkretnega zaposlenega, pooblaščene osebe,
samovoljno, v tem smislu, da je odstopala od ustaljene prakse, ki je bila že tudi potrjena pred sodišči, bi rekla, da bi lahko zatrjevali. Ne bom rekla, da bi sodišča tudi prisodila, ampak bi si upala reči, da smo kar prepričljivi pri tem, da smo precej prepričljivi pri tem, ko trdimo, da gre za protipravno ravnanje. Škode mislim, da ne bi bilo problem, ne bi bilo zelo težko dokazati, ker bi pač šlo za duševne bolečine zaradi posega v eno izmed osebnostnih pravic, recimo do družinskega življenja, pri čemer zelo verjetno ne bi bila zelo visoka, ker bi bilo to par mesecev ali pa leto, recimo, koliko bi bila ta pravica odložena. In če seveda ob upoštevanju drugih pogojev, da bi lahko dokazali, da bi to pravico do otroka ali pa do priznanja v vsakem primeru dobili, da ne bi bilo kakih drugih ovir, ker pa nimamo vzročne zveze. Skratka, v idealni situaciji, ko bi na podlagi dosedanjih primerov, dosedanje prakse, nedvomno ta posvojitev morala biti priznana, pa samo zaradi recimo neke spremembe političnega položaja v državi, je prišlo nek drugačno kazni, zdaj treba tle drugačno odločati. V tem primeru bi si upala reči, da ja, da so podlage za protipravno ravnanje in posledično za odškodninsko odgovornost. Sam nekaj dodam, mogoče na hiter. Se strinjam jaz s tem, da pač vrhovni sodniki verjetno so konzervativni, ampak ne tudi rečem, da v principu je to dobro. Fino je, da večina sodnikov konzervativnih, pa da so vmes revolucionarji. Grozno bi bilo, če bi bili sami revolucionarni vrhovni sodniki. To bi bilo tako, kot da plujete ves čas po najhujšem viharju. To se ne da, ne. Dobro je, da vsake toliko časa malo se premešajo stvari, ne moramo pa živeti v neki negotovosti, kar bi bilo to, če bi bili same nore sodniki, ko bi si kar naprej neki novo razmišljali. Tako da konzervativnost v pravo načeloma mislim, da ni več slabega. V tem žlahtnem smislu, z dodatki, kakimi malo samorastnikov. Ja, pravo je konzervativno, v bistvu je konzerva, znotraj katere pač, znotraj katere, to so tečaji, ki držijo stvari, nekako na mestu. Predvidljivo. Predvidljivosti ne moramo doseči s tem, da bomo odločali vsak dan drugače. Pač ena izmed bistvenih kvalitet prava je, da se lahko zanesemo na nekaj, kar je že bilo. In seveda odstopamo od tega, če so razlogi za drugačno odločitev, ampak izjemno pomembno je, da se lahko na nekaj zanesemo, tako pa sicer ne. Zdaj to, kar si ti govorila, recimo o teh evalvacijah in tako naprej, veš kaj, velikrat mene zanima to, kaj bi si pravniki mislili, če bi začeli govoriti o tem, da ustavno sodišče rabi zaposliti več nepravnikov namesto pravnikov. A je problem prava tudi to, da znotraj njega živijo samo pravniki? Da o njem govorijo samo pravniki, da ga mislijo samo pravniki in odločajo samo pravniki? Mislim, da je malo za šalo, malo za to res problem, ker so samo pravniki. Ker čim pridemo zraven že pravnice, je bistveno bolj. Ne, pa resno. Torej, to verjetno pa vprašanje mišljeno, sam domnevam. Je pa vendarle stvar v tem, da menim, da zlasti sodno funkcijo, čisto po naravi zadeve, da ne grem v detajle, je prav, da vodijo oziroma izvajajo pravniki, vendar da bi se bolj kazalo poslužati, tako kot nenazadnje tudi v nekaterih, da ne omenjam konkretnih dobrih praks v drugih državah EU, pa ni treba, da so ravno, ne vem, Velika Britanija ali kakšen nenazadnje dokaj tuj ali pa drugačen pravni sistem, ampak tudi v Nemčiji pa poznajo tako pozvane amicus curiae, se pravi prijatelje sodnikov in so to bodisi, ne vem, lahko tudi inženirji, tehniki, odvisno pa zakaj gre, ali recimo na področju, kaj sem družinskih razmerij, psihiatri, ali geodeti, ali bilo kaj. Pač neki specialisti, ki niso pravniki. Jaz mislim, da je rešitev v mreženju in v povezovanju s tem, da pa pravnik postane prvi med enakimi, če tako rečem. Ne gre za prijatelje sodnikov, sodišča, zato da ne bi to narobe razumelo, ker to bi bilo zelo problematično, da bi prijatelji sodnikov. Ja, ker jaz sem imela eno zelo zanimivo izkušnjo z Evropskim sodiščem, s sodnikom slovenskim. Enkrat sem na eni oddaji, po oddaji rekla, da se mi zdi, da je velik problem slovenskega ustavnega sodišča, recimo to, da nima zaposlenih ekonomistov, ker recimo ta zadnja odločitev o slabi banki po holdingu v bistvu dokazuje, zdaj ta tek časa, ko se nič ne zgodi, dokazuje to, da to ni bilo tako zelo nujno makroekonomsko, ker se nismo šli še v banko in tako naprej. In potem je ta
gospod doktor prava na to mojo pripombo me je vprašal, koga ste pa imela vi v prvem letniku za ekonomijo? Pa sem jaz rekla, ja, doktor Štiblerja, pa je on rekel, vidite, jaz sem pa imel doktor Bajta. Torej, on nima nobene, njemu se to zdi, da on obvlada ekonomijo in to je ta pozicija pravnika, ki je res grozljiva. Ne? Ti v bistvu o stvarih, o katerih odločaš vsebinsko, bi res moral imeti nekoga, zlasti te ekonomske vprašanja, tega res sploh danes, je tako kompleksen svet, tako kot je pravo kompleksno, v bistvu vsaka podsistem kompleksen in bi se morali spoštovati med sabo. Tako da jaz bi zdaj predala besedo vam, če imate kakšno vprašanja, bi vas prosila samo, da pridete bi dali mikrofon in da se predstavite. Kar lahko eno mikrofon vzamete, pa mi bi potem Lahko pa še krivice v teze slišim. Torej, dilema, ki se je pojavila v zvezi z sankcioniranjem nosilcev politične oblasti, torej v glavnem odločevalcev na ravni izvršilne in zakonodajne oblasti, to kot je Špela rekla poslanca, ampak zlasti pa ministrov in prvega ministra, je bila ali za določene sprejete odločitve, ki so se izkazale za protiustavne, zlasti za ZUJF, vložiti kazenske ovadbe. Te kazenske ovadbe bi lahko šle bodisi na 131. člen, ki ima naslov kršitev enakopravnosti, in na 258. člen kazenskega zakonika, ki ima naslov nevestno delo v službi. Skratka, nekateri pravniki so nekako začutili trenutek, da se zdi, da bi bilo treba začeti to vrstne zavestne kršitve ali pa sprejete odločitve sankcionirati tudi s kazenskim pravom oziroma vsaj sprožiti postopke. In po nekem razmisliku, zlasti z, bi rekla, nosilci slovenske kazensko-pravne akademije, torej profesorji kazenskega prava, je prišlo nekako do odločitve, da se v to ne gre, zaradi tega, ker je kazensko pravo zadnje sredstvo za ukrepanje v družbenem sistemu, torej prej treba porabiti vsa sredstva. Problem, če bi začeli uporabljati kazensko pravo, je to, da bi se prej ali slej lahko zlorabilo. Enako velja kot za ta kazniva dejanja tudi s sovražnim govorom, torej če bi začeli vse povprek vlagati kazenske ovadbe zaradi sovražnega govora, bi lahko prišlo do tega, da bi ga tudi tisti, s katerimi se mi ne strinjamo, torej boljše svoboda govora, kot pa neko preveč represivno okolje v zvezi z izražanjem, ampak zlasti te ideje, da je pač kazensko pravo namenjeno vendarle sankcioniranju nekih splošno, moralno oporečnih ravnanj, ki so splošno sprejeta kot recimo nekaj, kar najbolj ruši temelje družbenega sobivanja. Hkrati je pa tudi velik problem, kako bi se ta odgovornost individualizirala, to, kar je bilo že pri odškodninskem pravu problem, ampak ti si pa zdaj omenila v bistvu Islandijo, kjer je sej na nek način to zagotovo, tudi v teh tajkunskih zgodbah ne bodo obsojeni v kazenskih procesih vsi, ki so protipravno ravnali. Ampak to še ne pomeni, da tisti, ki bodo obsojeni, da so obsojeni po krivici. Se pravi, vsak nosi kazensko odgovornost zase, seveda sistem pa mora zagotavljati, da čim več tistih, ki so v enakih situacijah, utrpi enake podobne ali pa enake sankcije. Vendar pa, da bi zdaj rekli, ne bomo se lotili tega, zato ker je v resnici smo bili vsi na referendumu, oziroma 97% na referendumu proti izbrisanjem proti, in zdaj pa ne bomo tistih, ki so pa bili vrhovni vojaki te zgodbe sankcionirali, ker smo delno tudi mi vsi
vsi odgovorni. Skratka, jaz bi tako rekla, da slovenska kazensko-pravna znanost je zelo liberalna. Vsaj ta ljubljanska kazensko-pravna šola je zelo antirepresivna in zelo pazi na to, da ne bi prišlo do preveč represije in se ji zdi, tako kot si tudi ti rekla, da je treba z drugimi ukrepi se lotevati, zlasti z izobraževanjem, z družbeno aktivnostjo in tako naprej. Ne. Jaz pa tukaj se sprašujem, ali ne delamo s tem v bistvu slabe usluge, zato ker vidimo, da obstoječi in uporabljeni mehanizmi ne delujejo. Mislim, da ne moramo več o tem govoriti, da je to, kar je, enostavno ni zadost. Jaz ne vem, je to kazensko pravo, a je to kaj drugega, ampak to, kar je, za moj občutek ne deluje. Ker kolega mi je rekel iz pravne fakultete v enih od teh primerov, je rekel, ja, bolj prav, kot da kazensko ovadbo vložimo zoper direktorja Centra za socialno delo je, da se 10 strokovnih sodelavcev na Centru za socialno delo postavi in reče, lejte, direktor, to ni prav, imamo take in take odločitve, tudi mi v tem primeru moramo odločiti, tako da bo to skladno zakonom. In mislim, da je to prelaganje na uslužbe, da vedno prelagamo na nekoga drugega. Da od zastrašenih uslužbencev enostavno ne moramo tega, če se že 2 leta govori o tem, da bomo uslužbence odpuščali, vsaka napaka je lahko razlog za neko odpoved ali karkoli, uslužbenci enostavno ne morejo nanje to preložiti. Recimo kazensko ovadbo pa lahko vsak od nas vloži. In morda pa bi vse morali to probati in vložiti in potem vse so tukaj še mehanizmi, ki to lahko ustavijo od tožilstva do sodišča. Tako da tukaj so različne šole, ampak zaenkrat bi jaz rekla, da smo v Sloveniji nenaklonjeni kazenskemu sankcioniranju teh političnih ravnanj, kar je mogoče, prav mogoče, pa tudi je čas za dodaten razmislek o tem. Ja, izvolim. To nima zdaj zvezi s pravom, kar bom zdaj rekla, ampak v resnici moram reči, da meni je tudi bližji ta pristop, ne tvoj, ampak ta, ki je bil predlagan. Zato, ker vse lahko govorimo o tem, kakšne so vse pravne možnosti, ampak to vse, o čemer mi zdaj govorimo, to je vse gledanje nazaj, to je vse oziranje, kak bi lahko zdaj naredili nekaj, da bi sankcionirali, kaznovali, maščevali celo, nekaj, kar je bilo narejeno. In te stvari je ogromno, vse smo videli, ogromno je bilo nekih krivic. In na eni točki se bo treba ustaviti, zato ker bomo videli, da se bomo ukvarjali samo še s tem, kar je treba za nazaj popraviti.